Krajani Tinja odločno nasprotujejo postavitvi vetrnih elektrarn na območju Treh kraljev. Na nedeljskem zboru krajanov v Domu krajanov in gasilcev Tinje so svet krajevne skupnosti pozvali, da v upravnih postopkih ne poda soglasja k umeščanju in izgradnji vetrnih elektrarn na območju krajevne skupnosti Tinje. Zbor je sklical predsednik sveta krajevne skupnosti Tinje Maksimilijan Tramšek. Zbrane je seznanil z namero družbe Energija na veter, ki na območju Pohorja načrtuje postavitev 56 vetrnih elektrarn. Ob 21 na Treh kraljih, še 14 v Farajhajmu in 21 v Kotu na Pohorju. Ne gre se za to, da bojo krajani rekli odločno ne. Tudi lokalna skupnost, občinski svet občine Slovenska Bistrica je že na 2 sejah soglasno izglasoval in dal pobudo takrat Ministrstvo za okolje in prostor in tudi sedajšnjemu Ministrstvu za naravne vire, da je potrebno to umeščati v prostor samo skozi državni prostorski načrt. Kjer se bo vse te neznanke, vse ta tveganja, ki so od emisij snovi v tla, zrak, okolje, najbližje oddaljenost tudi razjasnila. Enozančno samo slediti nekemu kapitalu in to umeščati v prostor, ne da ožji del lokalne skupnosti, kaj šele širši del lokalne skupnosti, ni vključen nobeni postopek, ni bilo nobene predstavitve, kakšni bojo vplivi na okolje in navsezadnje umeščati te velike vetrne elektrarne na same vodne vire. Mi danes razpolagamo z mikrolokacijami, kjer je 6 elektrarn na samih vodnih virih, kjer imamo mi pridobljene vodne pravice, ki delamo oskrbo prebivalcev za 5 občin dol vodno, tako za občino Oplotnica, Slovenska Bistrica, Kidričevo, Rače, Fram in veliko je še manjših upravljavcev vodovodnih sistemov in to dol vodno nam predstavlja tveganje in nas seveda kot krajane, kot občane, navsezadnje tudi ljubitelje Pohorja to zelo skrbi. Glejte, ministrstvo do zdaj ni imelo posluha. Z samimi apeli, z samimi dopisi, z dopisi župana, z dopisi ostalih občin, pač nas ni uslišalo. Zdaj, mi danes bomo seznanili krajane, ker ogromno je bilo govora, je bilo nekih tudi dezinformacij, imamo neko uradno, jih bomo seznanili in tudi sprejeli določene sklepe. Ampak jaz sem že tudi uradno povedal, da očitno do sedaj nismo bili slišani, niso se bili pripravljeni pogovarjati, da pa mogoče bo ulica tam, kjer se bomo lahko o teh stvarih pogovarjali in mogoče takrat bomo slišani. Nekaj informacij je krajanom podal tudi vodja civilne iniciative za Pohorje brez vetrnih elektrarn, Drago Mahorko. Naša aktivnost teče v več smerih. Trenutno smo v postopku tako imenovanega integralnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja za teh vetrne elektrarne na Treh kraljih in na Areku. Predvidoma do 6. septembra, oziroma po neki neuradni informaciji, bi se ta rok za 14 dni podaljšal, je možno, da mnenjedajalci dajo svoja mnenja. Med temi mnenjedajalci je med drugim tudi naša občina Slovenska Bistrica, občina Ruše in pa komunalno podjetje Komunalna Slovenska Bistrica d.o.o. Pričakujem, da bodo ta mnenja, da rečem, negativna, tako se so neki nakazila dana. Tudi našega župana v Slovenski Bistrici, dr. Ivana Žagarja, s katerim smo približno pred njimi 14 dnevi opravljali malo daljši razgovor.